Živela si narodi, ki krepeni dočaka dan, da kudar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak razbol vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak razbol vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Ko besno laja mitraljes skoz točo min in plamen iznad koč, vse čez divjav razžarjeno nebo, mi vstane pred očmi spomin. Prav tako, kot je zapisal Ivan Minati, tudi je. Zato smo tukaj. Zaradi spomina na dogodke pred natanko 75 leti. 60-tič se srečujemo na prireditvi po stezah partizanske Jelovice in prav je, da prve pozdravne besede spregovori predsednik organizacijskega komiteja Dražgoških prireditev, tovariš Drago Štefe. Dražgoše so nesmrtne. Dražgoše bodo, dokler bomo Slovenci. Ugasnile bodo šele, če bo usahnil slovenski rod. Je lansko leto z tega mesta spregovoril slavnostni govornik, akademik Saša Vuga, apostol slovenske govorice, ki je žal premenil pred 14 dnevi. Počastimo ga z minuto tišine. Hvala. Zato se bomo zbirali tukaj, dokler smo, da povemo vsem tistim, ki nam bodo hoteli nasilno vzeti slovensko zemljo ali slovenski jezik, da se bodo zgodile nove Dražgoše. Spoštovani Dražgošani in prijatelji Dražgoš, pohodniki, ki ste krenili na pot že sinoči, mnogi pa v zgodnjih jutranjih urah, borci, aktivisti, taboriščniki, izgnanci, veterane vojne za Slovenijo, praporščaki nastopajoči. Začenjam 60. spominsko prireditev po stezah partizanske Jelovice ob 75-letnici težkih obrambnih bojev Cankarjevega bataljona. V zgodovinskem spominu je bil to prvi veliki upor na naših tleh, saj skupaj z borbo v Rovtu nad Sevško dolino, kjer je padlo 45 vojakov patrulje 181. rezervnega policijskega polka, ter množično decembrsko poljansko vstajo z uspešnimi boji Cankarjevega bataljona, predstavlja pomembno trilogijo bojev v prvem letu upora na Slovenskem. Med nami posebej pozdravljam predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, podpredsednika vlade in kmetijskega ministra Dejana Židana, načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja dr. Andreja Ostermana, župana občine Železniki magistra Antona Luznarja in vse druge prisotne slovenske župane. Prvega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana, predstavnike glavnega odbora Zveze borcev Slovenije,
častnega predsednika Zveze združenj borcev NOB Slovenije Janeza Stanovnika, ki je s seboj pripeljal tudi patra Bogdana Knausa, slavnostnega govornika, zgodovinarja dr. Martina Premka, ki je bil danes tudi med pohodniki iz Pasje ravni, poslance Državnega zbora, Državnega sveta, evropske poslance in predstavnike političnih strank. Spoštovani, spominjati se moramo vseh borcev Cankarjevega bataljona. Ne pozabimo na vodjo gorenjskih partizanov, legendarnega Staneta Žagarja, ljudskega tribuna, ki je kmete seznanjal s Krekovimi idejami zadružništva, skupaj z Ivanom Tomincem pa spodbujal delavsko samozavest. Stane Žagar je že v Dražgošah v navdušenih govorih povedal, da je Cankarjev bataljon zametek nove slovenske vojske in da je to tudi začetek nove slovenske države. Pa narodnega heroja Jaka Bernarda, glavnega vojaškega stratega ter španskega borca Jožeta Gregorčiča, ne smemo pozabiti pa tudi domačinov Dražgošanov, junakov in žrtev Dražgoške epopeje. V letu 1941 je bil potreben patriotični pogum, da smo se Slovenci odločili za oborožen upor, borbo za biti ali ne biti. To je vse. In to je bilo v Dražgošah izpričano. Spoštovani, želim vam, da uživate v programu današnje slovesnosti in preživite lep dan v Dražgošah. Domov se vrnite z radostjo v srcu. Hvala. Preden nadaljujemo, prosim predstavnike orkestra Slovenske vojske, da v tem peklenskem mrazu, ki nas danes spremlja na današnji slovesnosti, instrumente odnesejo na varno lokacijo. Hvala. Lahko jih pospremite tudi z aplavzom. Bratomorna vojna, posledica okupacije, je razvnela najpodlejše človeške strasti. Zaradi kravice več v sosedovem hlevu ali pa samo zato, ker je eden po mnenju drugega malo premalo verjel v Boga. Kakšnega Boga? Lepo vas prosim, bila je vojna. V vojni Boga ni. Posledice pa ostanejo. V vsaki družini. Odpustiti je bilo potrebno, pozabiti pač ne. Pred mikrofon za kratek pozdrav udeležencem vabim župana Železnikov, magistra Antona Luznarja. Spoštovani udeleženci današnje spominske slovesnosti, predstavniki Slovenske vojske, nastopajoči. Lepo vas pozdravljam na jubilejni 60. prireditvi, tako v imenu občine Železniki, kakor tudi v imenu Dražgošanov. Prav poseben pozdrav pa velja predsedniku države, gospodu Borutu Pahorju, ministrom, poslancem, županom in drugim visokim gostom. Danes smo se zbrali v Dražgošah, da se spomnimo velike bitke in tudi velike tragedije. Zbrali smo se, da se spoštljivo poklonimo padlim borcem Cankarjevega bataljona in nedolžnim civilistom, žrtvam nacističnega nasilja. Tako borci, kot tudi nedolžni domačini so za svojo domovino dali največ, kar so lahko, dali so svoja življenja. Prav tako pa ne smemo pozabiti na trpljenje številnih domačinov, ki jim je vojna vihra odvzela ljubljene svojce, jim uničila domove
ter jih goloroke razgnala na vse strani. Nekaj jih še živi in prav vsak od njih nosi v sebi svojo žalostno resnico, večinoma zamolčano in neslišano. Do nastanka samostojne države Slovenije se je moral slovenski narod v svoji zgodovini velikokrat dokazovati, se boriti za svoj obstoj in za svoje pravice. Ena najtežjih preizkušenj je bila druga svetovna vojna, ki je postavila partizansko vojsko ob bok zmagovalcem. Pomemben delček v mozaiku zmage nad fašizmom in nacizmom ter na poti do države Slovenije je bila tudi Dražoška bitka pred 75 leti. Vse poti in steze so danes vodile v Dražoše. Mnogi ste se udeležili tudi različnih pohodov. Veliko vas je izbralo najtežji pohod po poti Cankarjevega bataljona s Pasje ravni ali pa pohod iz Železnikov na Ratitovec in potem preko Jelovice v Dražgoše. Drugi pa ste jo ubrali po lažjih rekreacijskih poteh. Pohodništvo postaja vedno bolj priljubljeno v Sloveniji in mnogi prav to prireditev izkoristite za zdrav način življenja in za druženje s prijatelji. Spoštovani, na to spominsko slovesnost smo prišli z zavestjo, da se spoštljivo spomnimo dogodkov pred 75 leti, se poklonimo vsem padlim, tako borcem kot nedolžnim domačinom in da se poklonimo tudi naši zgodovini. Dragi obiskovalci, izrekam vam prisrčno dobrodošlico in vam želim, da med nami preživite prijeten dan. Srečno! Ob polaganju vencev k spomeniku dražgoškim žrtvam se tiho spomnimo vseh, ki so izgubili življenje v nesmiselni moriji 20. stoletja. Prvi bo venec k spomeniku položil predsednik države, gospod Borut Pahor.
Sledijo delegacije Krajevne organizacije Zveze borcev narodno-osvobodilne vojne Dražgoše Rudno. Delegacija Zveze združenj borcev NOB Slovenije. Delegacija Združenja borcev NOB Ajdovščina Vipava. Delegacija Društva Tiger Primorske. Delegacija Mestne občine Ljubljana. Delegacija Območne organizacije socialnih demokratov Škofja Loka. Delegacija Združene levice, Iniciativa za demokratični socializem in stranka TRS. Delegacija Zavezništva socialno-liberalnih demokratov. Delegacija Združenja borcev NOB Škofja Loka in predstavnice Zveze koroških partizanov iz Celovca. Življenje tako živi, da ga je zmeraj manj, kot pesek med prsti polzi dan na dan. Življenje mora živeti tako, da stoji. Najmanj, kar mora početi, je to, da na nitki visi. Življenje se včasih drži veselo na smeh, a včasih le stežka taji solz v očeh. Najlepše je, ko se razsipa žarom na vse strani in vse do poslednjega hipa z visokim plamenom gori.
Ja, res je. Veliko mladega cvetja je uvenelo ali bilo izruvano med vojno sovraštva in zatiranja, a nikoli nismo pozabili, da je treba ljubiti. Ljubiti domovino, ljubiti slovenski jezik, ljubiti drugega in ljubiti življenje. Dražgoše niso simbol smrti. Dražgoše so simbol upanja, ljubezni in življenja. Samo en cvet, en češnjev cvet, da ti čim bil odlomi moja draga. Ne bom ga na klobuk pripel, ne bom ga v gombnico sidel, odlomi ga, odlomi draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsakomur i na križ pripet, trpi pomladi taj. In glej, ta cvet, ta drobni češnjev cvet, bolnih izbrisa malodušja sled in spet razžaril tožnim pogled. Samo en cvet, en češnjev cvet, odlomi moja draga, saj veš, vsak tak pozdrav, živeti, živeti, pomaga. Povejte to po nemško! Srditi ribič de. Preklet slovenski jezik, ta v glavo mi ne gre. Naj tebe vrah odnese, Slovence, vse s tebo. Saj v 50 letih nobenga več ne bo. Za tvojo kleten kazni pa več ne ubežiš. Ostal boš na tej skali, na kateri zdaj stojiš. Boš kamen se spremenil in tu na trgu stal, dokler še kak Slovenec bo tudi stanoval. Druga svetovna vojna na naših tleh ni bila samo upor proti zavojevalcem in njihovim pomagačem. Bila je tudi bitka za preživetje slovenskega jezika. Ne samo na Koroškem, kjer je nastala prejšnja pesem, ne samo na Štajerskem, kjer je nori malar Adolf Hitler vpil: napravite mi to deželo spet nemško. Povsod po domovini je bilo tako. Tudi na teh tleh je tako. Slovenski jezik je bil v zgodovini slovenstva vedno ogrožen. Zato je bila osvobodilna borba še bolj upravičena. Tudi danes bi bila.
vojaško uspešnega vidika velikih bitk, kamor spada tudi Dražgoška, nikakor ne smemo pozabljati. Današnji slavnostni govornik, doktor znanosti, zgodovinar in kustos v Slovenskem vojaškem muzeju, velik poznavalec partizanskega dogajanja na Gorenjskem, mnogi ga poznate tudi po ostrem peresu v reviji Borčevske organizacije, je tovariš Martin Premk. Spoštovani predsednik republike, spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovane gostje in gosti, lep pozdrav in pa poseben pozdrav partizankam in partizanom, borkam in borcem Narodnoosvobodilne vojske ter veteranom vojne za Slovenijo. Hvala za vse, kar ste storili za svobodo. Te dni mineva 75 let od Poljanske vstaje in Dražgoške bitke. To je bilo v času druge svetovne vojne. In Dražgošče so postale pojem junaštva in trpljenja, ki so ga Slovenci preživeli med drugo svetovno vojno. Slovenci so bili med drugo svetovno vojno tako kot drugi, takrat manj vredni narodi, kot so jih imenovali nacisti, obsojeni na smrt. In danes pa lahko slišimo celo izjave, da zakaj smo se sploh uprli, da bi morali vojno preživeti uklonjeni kot Danska, Nizozemska, Belgija. Ampak nobena od teh držav ni bila razkosana na 3 dele kot Slovenija in noben narod ni bil, od teh narodov ni bil obsojen na smrt kot Slovenci. Ne vemo, da bi Nizozemce trpali na živilske vagone in izganjali v Srbijo, niti ne vemo, da bi Belgice obešali na jablane ali pa da bi na Danskem požigali cele vasi in streljali celotno prebivalstvo vasi. In danes si potem nekateri sprašujejo, zakaj se je bilo sploh smiselno upreti močnejšemu sovražniku. Sej upre se vedno močnejšemu, šibkejšemu se ne da upreti, vedno napade močnejši in šibkejši se upre. In danes se cel svet sprašuje, zakaj se Judje ali pa te narodi, ki so bili obsojeni na smrt, niso uprli še bolj, kot so se. Samo pri nas se neki miselni klečeprazniki sprašujejo, zakaj smo se sploh uprli. In vsi narodi po celem svetu so na svoj upor in na svoj boj proti nacizmu in fašizmu ponosni. In tudi Slovenci smo lahko ponosni na svoj boj proti fašizmu. Slovenci smo se fašizmu in nacizmu uprli takoj. Odgovor na upor se je imenoval Osvobodilna fronta, ki se je mimogrede od vsega začetka imenovala Osvobodilna, da ne bo pomote. In Osvobodilna fronta je takoj začela z bojem proti okupatorju. Poleti leta 1941 so bile ustanovljene prve partizanske čete, prvi partizanski bataljoni in jeseni je partizansko vodstvo tudi že hotelo osvoboditi prvo ozemlje in preprečiti izgon Slovencev iz Slovenije. Tako imenovani brežiški prehod, s katerim bi preprečili izseljevanje, ki so ga počeli Nemci, se je ponesrečil, zato je bilo odločeno, da prvo osvobojeno ozemlje ostane na Gorenjskem. Začele so se priprave na Gorenjsko vstajo. Za vodenje vstaje je bil določen Cankarjev bataljon. In Cankarjev bataljon, ko se je Cankarjev bataljon odpravljal proti Poljanski dolini, kjer ne bi bilo središče vstaje,
je takrat v boju naletel tudi na nemško policijsko četo, ki jo je 12. decembra 1941 v boju v Rovtah na Celško dolino popolnoma uničil. V boju je padlo 45 nemških policistov. To je bilo takrat za Nemce nekaj nezaslišanega. Poročilo o tem dogodku se je takoj znašlo v Berlinu na mizi Heinricha Himmlerja in prišlo do Adolfa Hitlerja. Slovencem pa je ta dogodek dal zagon. Tudi nemška poročila govorijo o tem, da Slovenci na Gorenjskem nad to partizansko zmago triumfirajo, da se jo veselijo. Ampak Nemci so se ravno takrat tudi odločili, da bojo partizanski upor na Gorenjskem v takoj in neusmiljeno zatrli. In zato so začeli na Gorenjsko dovažati nove sile. Partizani pa so takrat sprožili vstajo, ki so se ji ljudje množično pridruževali. Cankarjevemu bataljonu se je pridružilo iz Poljanske doline čez 300 ljudi. Ko se je Cankarjev bataljon je takoj začel z napadi na nemške postojanke, tudi v Škofjeloške zapore so vdrli drzni partizani. Nemci pa so zbranimi silami začeli napadati Cankarjev partizanski bataljon, ampak po 3 dneh bojev na pasji ravni jim Cankarjevega bataljona vseeno ni uspelo uničiti. Vseeno pa je Cankarjev bataljon takrat videl, da je nemška sila premočna, da se vojna ne bo končala v parih dneh, kot so sprotno mislili, kajti Nemci so takrat doživeli tudi poraz pred Moskvo in partizansko vodstvo je domnevalo, da se bo vojna kmalu končala. Cankarjev partizanski bataljon se je takrat odločil za odhod v vas Dražgoše, ki je bila izbrana predvsem zaradi svoje izjemne lege, ki omogoča obrambo in ki omogoča tudi umik na Jelovico. Nemci so potem začeli zbirati sile in 9. januarja 1941 začeli z napadi na Dražgoše, ki so trajali 3 dni. V 3 dneh 2500 nemškim policistom ni uspelo prodreti v Dražgoše, ki jih je branilo približno 200 borcev in bork Cankarjevega bataljona. Šele ko so se partizani umaknili na Jelovico, so Nemci lahko prodrli v Dražgoše. Tak upor je bil za Nemce takrat nekaj nezaslišanega. Ampak ker niso mogli vojaško premagati partizanov, so se znesli nad vasjo in nad prebivalci. Ubili so 41 ljudi, vključno s 3 otroki, pometali jih v goreče hiše in potem vas požgali. Da je bil to za Nemce tako hud udarec, nam pove tudi to, da so potem čez 1 mesec vas popolnoma zminirali, porušili in prebivalcem niso dovolili niti vrnitve v to vas. Izgnali so in jim niso dovolili vrnitve. Ampak za partizane pa so Dražgoše že med 2. svetovno vojno postale pojem upora in junaštva. Ta upor se je tudi po vseh udarcih, ki jih je Cankarjev bataljon doživel po Dražgoški bitki, nadaljeval. Tudi vsi partizanski poveljniki, ki so vodili vzkatajo na Gorenjskem in Dražgoško bitko, Stane Žagar, Lojze Kebe, Jože Gregorčič in Jake Bernarc, so v naslednjem letu, so padli še v istem letu. Ampak vseeno, partizanski boj se je nadaljeval in to v teh težkih in okrutnih časih, ko se je zdel, da je nemogoč. Pripeljal je do partizanske vojske, ki je sama osvobodila svojo domovino skupaj z jugoslovanskimi partizani in ki je osvobodila tudi do takrat okupirano Primorsko in je vojno končala na strani zavezniških sil. Danes smo zato dolžni vsega tega se spominjati in to spoštovati.
Dražgoše so nam lahko zgled, kako se zmaga takrat, ko je najtežje in takrat, ko smo enotni. Kajti to, kar danes pravijo nekateri, ki zlorabljajo zgodovino za politične namene, da smo bili Slovenci med drugo vojno nekaj razdvojeni, oni lažejo. Med drugo svetovno vojno je večina Slovencev podpirala Osvobodilno fronto. Med drugo svetovno vojno je večina Slovencev sovražila naciste in fašiste in vse okupatorje. In tako, če smo natančni, samo 1% slovenskega prebivalstva se je med drugo svetovno vojno pridružil domobrancem. In še to samo na določenih območjih Slovenije, če smo spet natančni, na območju ljubljanske nadškofije. In o razdvojenosti samo še nekaj. Kako so bile lahko med drugo svetovno vojno razdvojene Slovenke? Koliko pa je bilo Slovenk v domobranski vojski? Saj jih niti niso jemali. A poznamo kako domobransko poveljnico, domobransko zdravnico? Niti ene. Slovenke so se med drugo svetovno vojno borile v partizanih. One so se borile za svojo enakopravnost, ki so jo v partizanih tudi dosegle. Dosegle so tudi volilno pravico, ki jo v kraljevini Jugoslaviji sploh niso imele. In še ena stvar se pozablja. Sej v Sloveniji med drugo svetovno vojno se slovenski partizani sploh niso borili sami. Ne bom našteval niti vseh jugoslovanskih narodov, ki so se borili skupaj z nami, ampak v slovenskih partizanih so se takrat borili tudi vsi narodi Sovjetske zveze, ki so se med drugo svetovno vojno najdli pri nas. Italijani, Avstrijci, Nemci, Francozi, od Novozelandcev do Kanačanov. Cel svet se je takrat boril v Sloveniji proti fašizmu. In zato v celem svetu tudi obstaja samo en pogled na drugo svetovno vojno. En vojaški pogled je lahko samo na drugo svetovno vojno. Med drugo svetovno vojno so se borili zavezniki Združene države, Velika Britanija in Sovjetska zveza pod vodstvom Roosevelta, Churchilla in Stalina. Borili so se proti silam osi, Nemčiji, Italiji, Japonski. In v Sloveniji je druga svetovna vojna potekala enako. Imamo samo zavezniško partizansko vojsko, ki je bila del partizanske vojske pod vodstvom maršala Tita. Vsi ostali so se borili za Italijane ali Nemce, domobranci, celo pod neposrednim poveljstvom organizacije SS ali na Gorenjskem celo pod neposrednim poveljstvom Gestapa. Danes se o teh dejstvih molči in molči se tudi o drugih najbolj preprostih dejstvih druge svetovne vojne. Tudi predstavniki države jih zamolčijo, če vidijo v tem neko korist. In druga svetovna vojna se še vedno lahko zlorablja za neke politične boje, za neke sprave, ki so ljudem pravzaprav nepotrebne. In vsi ljudje bi bili že zdavnaj spravljeni, če bi se v drugi vojni govorilo pošteno na podlagi dejstev in da bi se spoštovalo to, kar se je med drugo svetovno vojno dogajalo, če bi se spoštovale vse žrtve. In sprave se z nekim sejanjem laži, sejanjem sovraštva ne bo doseglo in pravzaprav partizani sprave niti ne potrebujejo. Dejstva o njihovem boju so jasna. Če se že kdo more spraviti, se morajo spraviti sami sabo samo tisti, ki so prisegli Hitlerju oziroma naj se že enkrat sprijaznijo, da so se borili na strani nacizma. Ker samo partizanski boj je pokazal, kaj se zmorejo ljudje, če jih povezuje želja po svobodi, pravici, želja po boljšem življenju.
Partizanski boj je pokazal, da se lahko zmaga tudi takrat, ko je najtežje, če ljudje sodelujejo, če si med seboj pomagajo. In partizanskega boja se ne da izbrisati, pa naj si nekateri še tako prizadevajo. In v Dražgošah se je začela ta pot, ki je vodila v zmagoviti boj za svobodo, ki je vodila do slovenske vojske, do slovenske partizanske vojske in do slovenske države. V Dražgošah se je pokazalo, da tudi če je nasproti okruten in mogočen sovražnik, da če smo enotni, lahko zmagamo. In Dražgoše so postale pojem vztrajanja na svoji zemlji v Evropi. Dražgoše so postale pojem poguma, odločnosti, predanosti in junaštva. Zato so postale nesmrtne. Hvala. Kako statistične resnice dobro denejo. Je tako? Gremo na dvorišče, skupaj se smejimo. Gremo na igrišče, smučišče, letališče, varno se držimo. Starši z otroki vedno z roko v roki. Ko vas vabijo svetovi pisani, široki, za ovinki vedno novi, globoki in visoki, šli sami boste dalje, a v srcih z roko v roki. Ja, danes je lahko, ko smo v svoji domovini. Otroci se lahko razposajeni igrajo in se dražijo z izštevankami v slovenskem jeziku. Če bi bilo drugače, bi se tukaj čul samo eins, zwei, drei, a k sreči ni tako. Zaradi partizanov, to vemo. Takrat so delavci odložili kladiva, kmetje izpregli konja, pesniki pospravili pero ter odšli v hosto. Kdo pa so ti mladi fantje, ki korakajo skozi vas? Kdo pa so ti mladi fantje, ki jim tak žari obraz? To so mladi partizani neupogljivega duha. To so mladi partizani, borci novega sveta. Kdo pa so dekleta mlada, puške imajo na ramah? Kdo pa so dekleta mlada, ali ni jih prav nič strah? To so mlade partizanke, slušale so glas srca. To so mlade partizanke, strah pustile so doma. Ki zapela je skozi vas. Kakšna je to mlada vojska, druga vsak od prejšnji čas. To je prava naša vojska, to je silna naša moč. To je vojska partizanska, jutro z nami nam pojoč.
Jaz pa pojdem na Jelovco. Gor, kjer naši so. Gor, kjer naši kri prelivajo za pravico, svobodo. Njih je streha, gosta smreka, njih ležišče mehki mah. Njih je puška ljubica, njih sovražnik švab in lah. Tam so naši fantje, ki svoj dom pustili so, da bore se za slovenski narod, za pravico, svobodo. Zdaj vsi skupaj se zberimo in pridružimo se njim, da vsi skupaj se borimo proti osi Rim-Berlin. Dober dan. Leta 1944 je France Kosmač te besede zložil na osvobojenem ozemlju, tam v okolici Črnomlja, to je bilo besedilo, melodijo te pesmi, ki pravzaprav govori o moči vseh pesmi upora, govori o tem, kako močna opora sočloveku in to takrat, ko je stiska največja in ko so krivice na videz nepremagljive. To besedilo je uglasbil Bojan Adamič in tako kot čisto vse pesmi upora med seboj povezuje tudi na prvi pogled, mogoče popolnoma nemogoča, utopična, ampak srčna in neustavljiva želja po svobodi. Tudi Katjuša je taka pesem.
Solo je pa Katja zapela. V času španske državljanske vojne je med tistimi ljudmi, ki so z vsega sveta odšli se v Španijo boriti proti fašizmu, nastalo ogromno pesmi. Nekatere so se tudi v slovenska ušesa izjemno usedle, celo do te mere, da mislimo, da je na oknu glej obrazek bled slovenska ljudska, pa je asturijska ljudska pesem. Ampak zdaj jo ne bomo zapele bomo eno pesem iz španske državljanske vojne, ki se nam zdi, da bi jo morali slišati v tem trenutku, v našem času, čisto vsak dan. Razumeti njeno sporočilo. Kajti, če si delamo iluzije, da živimo v času, kjer ni fašizma, si delamo ne samo slabo uslugo, slepimo se, zato aj Karmela in smrt fašizmu. Hvala lepa. V naslednji pesmi se za roko držita dve, in sicer delavska pesem, ki je nastala leta 1937, in sicer v starojugoslovanski kaznilnici v Sremski Mitrovici. Milan Apih jo je pa napisal zato, da bi z njo predramil, dal misliti in zaktiviral slovenskega delavca in kmeta, jima dopovedal, da se je treba povezati, združiti in se upreti. Približno 6 let kasneje pa je med slovenskimi partizani nastala za mnoge ena najlepših, najbolj nežnih, najbolj liričnih slovenskih partizanskih pesmi. Napisal jo je Matej Bor in pesem Jutri gremo v napad je svoje prvo življenje oziroma je v življenju vstopila na gledališkem odru, in sicer kot del gledališke predstave, ki so jo uprizorile članice in člani Slovenskega narodnega gledališča, ki je delovalo na osvobojenem ozemlju. Jutri gremo v napad in nabrusimo kose.
In za pesmi upora je značilna še ena stvar. To so pesmi, ki so se rodile, ki jih ni nihče naročil in nihče zapovedal. To so pesmi tistih, ki niso imeli glasu in zaradi tega najlepše zaživijo, ko jih pojemo vsi. Tako da, če znate, dajmo vsi v en glas.
Boštjan, Robi in Rok. V začetku oktobra leta 1943 se je v Dobrniču na Dolenjskem zgodil dogodek, ki mu ni bilo para v takratni vojni Evropi. In sicer v Dobrnič so iz cele Slovenije prišle aktivistke in partizanke ter tam ustanovile antifašistično žensko zvezo. In ena nenavadna stvar se je tam tudi zgodila, mislim neobičajna, ki govori tudi o tem, kako so nepredvidljive poti pesmi upora. Namreč tam je Nada Stritar zapela pesem, ki je postala potem tam pravzaprav himna, in to je bila pesem iz sovjetskega filma, in sicer iz mladinskega filma Otroka kapitana Granta. In tej pesmi ne ve se, kako je dobila slovensko obleko in slovenski prevod, in tej pesmi je naslov Veseli veter, in to je bil tudi vzdevek te tovarišice, ki jo je zapela takrat. Sedaj pa pesem nam zapoj, veseli veter, veseli veter, veseli veter, sa morja in gore preromal si polet in pesmi slišal vsega si sveta. Daj zapoj nam o gorah visokih, daj zapoj nam o tajnah morja, in kar veter govoril dalje sinjega neba in o smelih velikih Hvala. Zdaj pa še dve pesmi, ki jih pojemo tudi s posebnim ponosom, ker so nastale v naših vrstah. Prvo je napisala Ksenija Jus, naslov je Pesem upora. Ksenija je kantavtorica in pesnica. Pesem Svoboda je pa napisala pisateljica in prevajalka Polona Glavan, tako da najprej Pesem upora in Svoboda. Človeških laži, kot steber svobode, ki v temi žari. Sledimo korakom upora duha, ljubujemo času sodobnega sveta. Bitke pogumnih in srčnih ljudi, za nas niso zgodbe pozabljenih dni. Za njih naj naša pesem živi, za njih zdaj k soncu mi dvigamo pesti. Dvignimo glave za vse, ki trpi, podajmo roke vsaki hrebtene. Misli premnogih, ki sejejo strah, spreminjamo barve vseh človeških nas. Dvignimo glave
sežeš prazno. Svoboda se ne neha, ne v zibki, ne podruša. Zahteva tvoj pogum, zameno dati dušo. Svoboda se razkriva, malinko bojazen. Velikim je to, kar jim drži oči narazen. Svoboda moža groba, ko pred njo staneš nov. Lahko deliš jo s vsemi in ne gre na pol. Svoboda ni veščina, osvojena s možgani. Svoboda ni urok, ki te pred samim sabo brani. Svoboda ni projekt, ki se ga lotiš v prostem času. Svoboda je v dihu, v gibu in v glasu. Svoboda skrije oblake, da lahko greš više. In ne zameriš ji, ko si v nasmehu smrt zariše. Svobodni si vsi in si lahko nobeden. In ko jo izdaš, več je nisi vreden. Svoboda ni veščina, osvojena s možgani. Svoboda ni urok, ki te pred samim sabo brani. Svoboda ni projekt, ki se ga lotiš v prostem času. Svoboda je v dihu, v gibu in v glasu. Svoboda ni veščina, osvojena s možgani. Svoboda ni urok, ki te pred samim sabo brani. Svoboda ni projekt, ki se ga lotiš v prostem času. Svoboda je v dihu, v gibu in v glasu. Urška pa Mateja. Zdaj pa še ena, ki jo znamo čisto vsi in upam, da bo šla iz vseh grl zelo na glas. Nastala je v Ljubljani, ko je bilo mesto obdano z žico, napisal jo je Matej Bor, njen naslov pa je, kaj rečete? Hej, brigade. Hej, brigade, hitite, razpodite, zakrite požigalce slovenskih domov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, povsodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, povsodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad in ne mej. Po slemenih, oblačnih in po grapah, temačnih se od zmage naprej. Po slemenih, oblačnih in po grapah, temačnih se od zmage naprej. Čez poljane požgane, tja do bele Ljubljane, naša vojska prodre kot vihar. Dokler tu so brigade, to zemljo nam ukrade na Slovenskem, smo mi gospodar. Dokler tu so brigade, to zemljo nam ukrade na Slovenskem, smo mi gospodar. Zdaj pa še ena, ki nas bo spremljala po poti domov, in sicer pesem Upora, ki se je rodila na Primorskem, ampak je pravzaprav, pravijo, himna vseh Slovencev, ne samo Primorcev. Besedilo je napisal Lev Svetek Zorin pred
verjetno ja, tam 74 leti, tudi po zimi, v eni mrzli zimski noči. Pesem Ostajenje Primorske pa je Rado Simoniti uglasbil leta 1968. Te pesmi partizani in partizanke niso pele, verjetno so jo poznali, je pa Rado Simoniti, ker je bil Primorc in je poznal zgodovino primorskega upora fašizmu, naredil en trik. In sicer v pesem je vgradil delček melodije pesmi, ki jo je napisal Fran Venturini, imenuje pa se Bazovica. Kaj se je v Bazovici zgodilo, veste? Bazovica je simbol slovenskega in evropskega upora proti fašizmu. In morda te pesmi niste še slišali, njena prva kitica pa govori o 20 letih zgodovine primorskega naroda in govori pravzaprav o izkušnji, ki jo ima domala vsaka slovenska družina, in to je pregnanstvo, to je begunstvo, včasih ekonomsko, včasih vojno. In prva kitica Bazovice pravi: mi smo ubežniki, mi smo izgnanci, cesta nam sestra je, brat nam je glad. Matere v sužnosti, v ječah so znanci, mi pa verujemo v svojo pomlad. Hvala, da ste sočutni, in hvala, da občutljivo sprejemate ta čas in to zgodovino, ki gre tudi pred našimi očmi. Vstajenje Primorske. Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli svoje ponižanje, svoje gorje. Krik maščevanja na ustih zatrli, ga zakopali globoko v srce. Toda gled plani v vihar je presilen, pod pajčevine raztrga oko. Šitil je zopet črnove na teba tja, no posebej
pod taktirko organizacijskega komiteja Škofjeloške borčevske organizacije je letošnje že 60. prireditve po stezah Partizanske Jelovice smo izpeljali ob pomoči vrste prostovoljcev, zaključno svečanost pa kombinatke, slavnostni govornik, kustos Slovenskega vojaškega muzeja, tovariš dr. Martin Premk, četrtošolca osnovne šole Dražgoše Jure Pintar in Jakob Lotrič Rihtaršič, pod mentorskim vodstvom Jane Lušina. Še dva domačina sta. Recitator Miloš Šmit in baritonist Tone Habjan ob pomoči harmonikarja Nejca Jenca. Pihalni orkester Slovenske vojske je zelo pomagati hotel, pa mraz ni pustil. Ampak ta mraz gotovo čutite. Najbolj ga čuti tukajle gardna enota Slovenske vojske. Po mojem danes najhrabrejši med nami. Scenarij sem pripravil in tole prireditev odpeljal Andrej Kokot. In celo leto do prihodnjih Dražgoš obiskujte partizanske prireditve in kadar bo priložnost, recite smrt fašizmu! Prosim publiko, če napravi prostor za odhod gardne enote Slovenske vojske. Hvala lepa.